Pozdravljeni vrtičkarji, čas je za sajenje plodov. Med plodovko uvrščamo paradižnik, papriko, kumare, buče, jajčevce. Ko se sprašujemo, kdaj je tisti optimalni čas za sajenje, to je takrat, ko so dnevne temperature nad 20 stopinj, nočne pa ne padejo pod 10. Običajno je to v mesecu maju, v celinski Sloveniji, tam v sredini maja. No, sam držim v roki paradižnik odporen na plesen, sorta Fantazija. Ko izberamo sadiko, praktično izberamo tako, da sadika paradižnika ni previsoka, ta je približno visoka 15 cm, nima predčasnih cvetov, plodov, nikar ne kupujemo z očmi in seveda, ko pogledamo korenine, naj bodo le-te bele, dobro preraščene in seveda za sadike paradižnika je boljše izbirati sadike, ki so sajene v lončkih. Na ta način je boljše razvit koreninski sistem in sadika dejansko v boljši kondiciji za samo presajanje. No pa pričimo kar sajenjem. Seveda paradižnik, tako kot ostale plodovke, ima rad rahlo zemljo, ki drži nekoliko več vlage, posebej takrat, ko sam paradižnik dozoreva. Ker pa raste v šotnem substratu, bomo dodali kar nekaj zemlje za paradižnik in ostalo zelenjavo. Zmešamo v sadilni jamici. Poskrbeli pa bomo tudi za organsko gnojenje in seveda, ker je to majhna gredica, bomo uporabili kar organsko gnojilo drobnejše granulacije, gnojilo dodali v sadilno jamo in tukaj vidimo, da je ta 1,5 kg oziroma 1,70 kg kar za praktično slabih 50 sadik. Na večjih gredicah pa uporabimo kar konjski gnoj v obliki pelet. Tako, seveda pred samim sajenjem zalijemo tudi sadilno jamo. V sadilno jamo pa dodamo tudi organsko gnojilo, ki je tekoče in na ta način poskrbimo sadiko shranili kar takoj. Potem pa s tekočim organskim gnojilom začnemo dognojevati kakšen mesec po sajenju in s tem nadaljujemo v rednih 10-dnevnih presledkih. Tako, zalijemo še sadilno jamico z vodo, ki smo ji dali tekoče organsko gnojilo. Paradižnik postavimo v sadilno jamo in ga sadimo tako globoko, da dosežemo nivo prvih listov, kajti paradižnik, paprika, jajčevci, kumare, vse te rastline so sposobne razviti korenine tudi na steblu in na ta način imamo sadiko, ki boljše razvija koreninski sistem. Sadika je pa potem v tistem poletnem času tudi v boljši kondiciji, kajti več korenin pomeni, da rastlina boljše raste. Kar se tiče kombinacij, mi bomo kombinirali tukaj z baziliko. Bazilika je tradicionalni dober sosed paradižnika, kombiniramo jo tudi lahko kumare, seveda pa več o dobrih sosedih tudi v sami tabeli in v članku. No, v ta medvrstni prostor, kjer je še kar veliko prostora, pa posadimo solato. Solata je praktično lahko doma med vsako vrtnino, še posebej pa, bom rekel, pri teh plodovkah, kajti na začetku je kar veliko prostora. Kasneje v jesen pa v ta prostor običajno sejemo kar motovilec. Tako, takole še nekaj gnojila za solato, vse skupaj premešamo, sadimo. Solato sadimo na nivo, kakor je rasla v kultipaku, ne pregloboko, kajti le tako bo razvila dobro rozeto oziroma glavo. Tako, kar se tiče kombinacij drugih rastlin oziroma časa sajenja, naj povem to, da ne prehitevamo, tla mora biti dobro ogreta, nad 15 stopinj, jajčevec, kumare, bučke, paradižnik, vse te rastline rabijo topla tla in če poskrbimo za topla tla, bodo imela potem v poletnem času te rastline tudi manj težav z boleznimi in škodljivci. Tako, posadili smo eno kombinacijo, želimo vam prijetno vrtnarjenja in veliko uspeha v vrtu.